No, začnemo. No, pa začnemo. To še ni film. Pesem, ki jo poslušate, ima naslov Čabac na Tisi ali Čoln na Tisi. Avtor je Dušan Kraljič, v prvotni izvedbi sta jo pela Olivera Markovič, ena največjih srbskih in jugoslovanskih igralk 20. stoletja. Moram vas Nastala je leta 1955 in takoj postala jugoslovanski hit. Je ena od pesmi, ki so navdih dobile pri italijanskih kanconah in glasbenih festivalih, kot je San Remo, ter swingu in jazzu, in tako simbolizira prehod iz sovjetskega tipa socializma pod zahodni vpliv. Seveda ni edina. Enako ali še bolj popularna je bila na primer tudi pesem Iva Robiča Samo jednom se ljubi iz leta 1956, ki je dala naslov še enemu od jugoslovanskih kultnih filmov režiserja Rajka Grlića iz leta 1980. Zgodba Varuhi formule se dogaja leta 1958. Na vrhuncu hladne vojne. Priznani pariški zdravnik in raziskovalec Georges Maté prevzame skrb za zdravljenje jugoslovanskih znanstvenikov, ki so bili med poskusom sestavljanja atomske bombe v jedrskem reaktorju v Vinči pri Beogradu izpostavljeni smrtonosnemu sevanju. Zdravili so jih v pariški bolnišnici Fondation Curie. Profesor Maté, sicer odločen nasprotnik jedrskega oboroževanja, je predlagal revolucionaren eksperiment, prvo presaditev kostnega mozga v zgodovini, kar mu pa sicer niso priznali, ni dobil Nobelove nagrade ali kaj takega za to. Kostni mozek so darovali francoski prostovoljci z zelo različnimi življenjskimi usodami, ki niso imeli nobenih zagotovil, da bodo odvzem kostnega mozga tudi preživeli. Film je posnet po knjigi Gorana Milašinoviča iz leta 2017 z naslovom Slučaj Vinča. Večkrat boste brali, da je bilo to zamolčano, kar pa ne drži. Če prebirate te dane časopise, boste videli, da so o tem kar precej pisali. Scenarij za film so napisali Dragan Bjelogrlić, Vuk Ršumović in Ognjen Sviličić, režiral ga je Dragan Bjelogrlić. Glasbo zanj pa je napisal oziroma priredil Magnifico. Bjelogrlić je bil predtem znan zlasti po kultni nadaljevanki Bolji život, ki so jo predvajali med letoma 87 in 91, in filmih Kajmak in marmelada, ki jo verjetno poznate, iz leta 2002, Sivi kamion crvene boje iz leta 2003, potem Montevideo, Bog te video iz leta 2014, ki je prav tako znan po Magnificovi pesmi Pukni Zoro, za katero so v Srbiji še danes prepričani, da je pesem iz časov Solunske fronte, in še vrste drugih. No, Bjelogrlić je znan tudi po kakšnem pretepu, kot se za balkansko okolje spodobi. Ne prav slavno vlogo je sicer odigral v italijanskem propagandnem filmu Srce v breznu, Il cuore nel pozzo, ki prikazuje potvorjeno zgodbo o fojbah in domnevnem partizanskem nasilju nad Italijani med drugo svetovno vojno. Slovenski in hrvaški igralci v filmu niso želeli sodelovati, snemanje je bilo na Hrvaškem prepovedano in so film nazadnje posneli v Črni Gori. No, kljub temu je Bjelogrlić gotovo eden najboljših balkanskih režiserjev sedanje generacije. Film so snemali tudi v Sloveniji, glavni del pa v stavbi arhiva Jugoslavije v Beogradu, ki so jo za te potrebe filma spremenili v francosko bolnico. Film je prejel več nagrad, med drugim nagrado kritikov revije Variety in nagrado občinstva na festivalu v Sarajevu. Sedaj nekaj o jugoslovanskem jedrskem programu. Jugoslavija je bila tedaj ena redkih,
To pomeni ena od 5-6 držav na svetu, ki se je ukvarjala z razvojem jedrske tehnologije. Maja 1958 je predsednik Tito slavnostno zagnal prvi jugoslovanski raziskovalni reaktor. Glavni raziskovalni centri so bili v Beogradu, v Vinči, kjer se del tega filma tudi dogaja. Ta je nastal leta 1948, potem v Sloveniji Inštitut Jozef Stefan, ki je nastal leta 1949. Od leta 1966 pa ima reaktorski center na Brinju pri Ljubljani. To je ob avtocesti, ga lahko vidite, če se vozite na Štajersko. In tretji tak inštitut je bil Inštitut Ruđer Bošković v Zagrebu, ki je nastal leta 1950. O jugoslovanskem jedrskem programu si na Središču za javno zgodovino lahko ogledate intervju, ki so ga s kolegom Balkovcem naredila pred časom s srbskim kolegom Dragomirjem Bondžićem. On je namreč o tem napisal knjigo, ki tudi jo lahko pri nas dobite. Jedrski program je bil načrtovan še pred sporom z Informbirojem leta 1948, ker je bila tudi Sovjetska zveza zainteresirana, da ga Jugoslavija razvija. Po sporu z Informbirojem pa je iz vojaške nuje, kot so to tedaj videli, morala Jugoslavija začeti razvijati lasten program, neodvisno od Sovjetske zveze in njene tehnologije. Po Stalinovi smrti se je sodelovanje obnovilo, a je Jugoslavija hotela po svoji poti in je zato hkrati tesno sodelovala z Norveško, ki je prav tako hotela razviti svoj jedrski program. V Vinči so leta 1956 zagnali odsek za predelavo jedrskega goriva, torej Sovjeti, Norveška pa je dobavila tudi večje količine težke vode in obogatenega urana, primernega za uporabo pri izdelavi jedrske bombe. Sovjeti so sicer zgradili tudi raziskovalni reaktor, a se je Jugoslavija vsebinsko, razvojno bolj naslanjala na Norveško zvezo, s katero je zaradi socialdemokratske vlade in protifašističnega odpora med drugo svetovno vojno imela zelo dobre odnose. V 40. in 50. letih je jugoslovansko vodstvo dajalo prednost razvoju jedrske tehnologije za potrebe varnosti oziroma vojske in šele na drugo mesto postavilo civilno in gospodarsko sfero. Po političnem padcu Aleksandra Rankovića leta 1966 je bil vojaški program ukinjen, Jugoslavija pa je vse do konca svojega obstoja razvijala mirnodobni program. Domnevno naj bi sicer admiral Branko Mamula kot obrambni minister skušal z nekakšno obnovo tega programa, vojaškega programa, a to ni prišlo prav daleč, vsaj po podatkih, ki jih imamo. Jugoslavija se je vojaškemu programu odrekla tudi zato, ker je postala ena od ustanovnih in vodilnih držav gibanja neuvrščenosti in je začela nastopati proti jedrskim poskusom in uporabi jedrskega orožja. Čeprav sprva sovjetskih poskusov ni neposredno kritizirala. Posledica mirnodobnega jugoslovanskega jedrskega programa je še danes edina jedrska elektrarna, od katere smo v Sloveniji energetsko odvisni, to je jedrska elektrarna v Krškem, zgrajena z ameriško tehnologijo Westinghouse. Začeli so jo graditi leta 1975, v pogon je bila spuščena leta 1983, seveda v nekem prepričanju, da je to najbolj varna in najbolj napredna tehnologija. No, 3 leta zatem se je zgodila znana jedrska nesreča v Černobilu. Za konec še nekaj o duhu časa ali Zeitgeistu, kot rečejo Nemci. Tedajni mednarodni kontekst bo sicer opisala kolegica Ajlec, jaz se bom osredotočil na Jugoslavijo. Torej, kar zadeva Jugoslavijo, je to eno od prelomnih obdobij v zelo dinamičnem povojnem razvoju. Politično gre za približno 10 let od razhoda s sovjetskim tipom socializma in uvedbo samoupravljanja. Slovenija si je začela prizadevati za dejansko uresničevanje ustavnega položaja republike kot države,
zaradi česar je prišla v hud konflikt s federacijo in je bila obtoževana separatizma. Glavni povod za to pa je bila stavka rudarjev v Trbovljah leta 1958. Prva stavka v povojni Jugoslaviji sploh. O tem bom nekaj več govoril na predavanjih prihodnji teden, ker se ravno poklopi ta tema s predavanji, čeprav nismo načrtovali. Najvplivnejši slovenski politik Edvard Kardelj se je komaj uspel obdržati v jugoslovanskem vrhu, predvsem zaradi enotne podpore drugih slovenskih politikov. Leta 1961 je doživel nesrečo, na lovu je bil ustreljen. Krogla se je odbila od drevesa v njegovo glavo in jo je potem imel celo življenje, je niso mogli operirati. Ustrelil ga je vojvodinski politik Jovan Veselinov in v resnici je šlo za nesrečo, čeprav so se razvile teorije, da ga je Ranković dal ubiti, kar lahko še danes prebirate po raznih spletih po raznih spletnih straneh, socialnih omrežjih, ki se ukvarjajo s teorijami zarote in podobno. No, Kardelj se je kljub temu iz previdnosti za nekaj tednov umaknil v London s pojasnilom, da gre za zdravniške preglede. Konec 50-ih let, torej v času, v katerem se dogaja film, se je tako začelo novo obdobje, v katerem je Tito tehtal med centralističnim Rankovićevim modelom in federalističnim Kardeljevim. Ranković, ki ga boste videli v filmu kot glavno politično figuro, je bil za Titom drugi najmočnejši človek v državi, predviden za njegovega naslednika in je popolnoma obvladoval jugoslovanski represivni aparat, pa še kaj zraven, kar boste tudi lahko videli. Za Kardelja se je Tito odločil sredi 60-ih let, ko je bil Ranković odstavljen. Kardelj se je predtem močno zgledoval po skandinavskih državah, kjer so vladali socialdemokrati, a Jugoslovanska zveza komunistov prestopa iz enopartijskega v večstrankarski sistem ne tedaj in ne kasneje ni zmogla narediti, ker bi se seveda tvegala, da bi izgubila oblast. V Sloveniji je sicer tudi to čas zgodne kulturne opozicije, ki jo simbolizira revija 57 in gibanje okrog nje. V Jugoslaviji pa se je iztekal obračun z zgodnim partijskim liberalizmom, tako imenovano džilavščino, po vplivnem politiku Milovanu Džilasu, ki je bil prav tako odstranjen iz političnega življenja in tudi zaprt. Potem pa je postal najbolj znan jugoslovanski dizident in je živel v tujini. Gospodarsko je to obdobje postopne decentralizacije, preusmeritve od težke industrije v terciarni sektor, ki je spodbudil proizvodnjo različnih potrošniških proizvodov, od pralnih strojev do televizorjev in vrste drugih potrošniških dobrin. Hkrati so se zaradi rešitve mejnega vprašanja z Italijo, torej drugi londonski memorandum iz leta 1954, in Avstrijo, avstrijska državna pogodba iz leta 1955, odprle meje. Najprej na ravni tako imenovanega maloobmejnega prometa, potem s potnimi listi. Vse to je še spodbudilo razmah socialističnega potrošništva, posnemanje zahodnih vzorcev oblačenja in stanovanjske kulture, prodora zahodne glasbe, filmov, televizijskih nadaljevank, načina preživljanja prostega časa in prehoda od kolektivizma k individualizmu. Navzven najbolj viden modernizacijski proces se je kazal v motorizaciji po italijanskem vzoru, ki je sicer v osnovi sledil zgodnejšemu ameriškemu. Konec 50-ih let je iz zgodne faze mopedov in vesp začela prehajati v avtomobilsko fazo znamenitih fičkov. O jugoslovanski modernizaciji in vlogi jedrskega programa v njej boste v ponedeljek na Središču za javno zgodovino lahko videli intervju z Markom Milkovićem z Instituta ekonomskih nauk v Beogradu. On se ukvarja z vprašanjem nuklearne zgodovine, zgodovine energije, znanosti in tehnologije in avtomobilizma v Srbiji in Jugoslaviji. In med drugim smo ta intervju naredili zato, ker je bil strokovni sodelavec pri filmu Varuhi formule.
Jedrski program je bil izraz danes komajda predstavljivega hitrega prehoda iz zaostale agrarne v srednje razvito družbo, kar je Jugoslavija v tistem času postajala. Naj omenim samo enega od družbenih dosežkov te modernizacije. V času, ko so v državah, ki so nam dale protestantizem, razsvetljenstvo in francosko revolucijo, torej v Nemčiji, Franciji in podobnih državah, ženske smele imeti bančni račun in opravljati vozniški izpit ter voziti avto samo z dovoljenjem moža ali očeta, so v Sloveniji in Jugoslaviji množično polnile fakultetne predavalnice, osvajale vrhove znanosti, počasi prevzemale vodilne položaje. Boste njihovo vlogo vedeli tudi v znanosti v tem filmu. V dobrem desetletju je vojna in prva povojna odrasla generacija zmogla energijo ne samo za osvoboditev in vzpostavitev državnosti, pač pa tudi zato, da je Jugoslavijo dobesedno iz prahu in pepela vojnega uničenja pripeljala do začetkov moderne industrijske družbe. To, kar sem vam sedaj orisal, seveda ni tema filma, je pa okvir dogajanja v njem za lažje razumevanje. Ker brez tega zgodovinskega okvira boste težko razumeli energijo in voljo, ki jo kažejo na smrt obsojeni protagonisti jedrskega poskusa. Šlo je za ljudi, ki so verjeli, da je juriš na nebo njihovo poslanstvo, da ni nič nemogoče in da lahko naredijo in dosežejo vse. Kar so tako na področju znanosti kot v boju s smrtonosnim sevanjem tudi dokazali. Sam aktualizacijo filma, poleg obnovljene jedrske nevarnosti in dilem v zvezi z jedrsko energijo, ki so zelo aktualna dilema našega časa, vidim prav sporočilo, da niti kolektiv in še manj družba ali država brez množične energije, sinergije sil in dolgoročno zastavljenih ciljev, čeprav so morda idealistični, ne moreta doseči nič drugega kot počasno utapljanje v letargiji in nazadovanje, kar se žal potihem dogaja tudi v današnji Sloveniji. Neli, izvoli. Hvala. Lep pozdrav vsem. Torej, tudi moja naloga je, da vam tukaj ponudim nek kontekst, sicer bistveno bolj splošen, kot ga je tukaj predstavljal profesor Repe. Moja naloga je namreč, da govorim o času, ki je produciral in seveda tudi reproduciral jedrsko orožje, torej o hladni vojni. Vsi dobro veste, da je hladna vojna nastopila s koncem druge svetovne vojne, da gre za spopad med Združenimi državami Amerike in njenimi zaveznicami na eni strani, Sovjetsko zvezo in njenimi zaveznicami na drugi strani, da je šlo za globalen spopad, ki se je dotaknil praktično vsake države tega sveta in je tudi sooblikoval vse zgodovinske procese, ki so potekali pravzaprav sočasno, od dekolonizacijskega gibanja do kulturnih revolucij, pa vse tja do modernizacij, ki jih je omenil že profesor Repe. Hladna vojna je bila v veliki meri tudi posledica oboroževalne tekme jedrskega orožja. Zdaj, odprte so debate, ali je jedrsko orožje bilo tisto, ki je preprečevalo to, da svet ni zdrsnil v tako imenovano vročo vojno, ali pa je torej podpihoval celotno zadevo. Je pa gotovo eno, da je bila hladna vojna prva vojna v zgodovini človeštva in v nizu serije vojn, ki so bile krvave, krvoločne, ki so bile dolgotrajne, ki pa je dejansko grozila s tem, da bi se človeštvo samo uničilo, ali z drugimi besedami, če uporabim malo bolj književniške besede, da bi privedlo do apokalipse. In zato je bila hladna vojna tudi drugačna od drugih, denimo vročih vojn, ker je bila psihično zelo naporna. Seveda se je pa atomska doba začela že pred nastopom hladne vojne, leta 1938 kot nekakšno božično darilo, so v nacistični Nemčiji
trije znanstveniki, se pravi ena fizičarka in dva kemika, odkrili oziroma potrdili jedrsko cepitev, se pravi cepitev atoma, ki je potem sprožila verižno reakcijo izjemno velike energije. Ta študija pa zanimivo ni bila objavljena v nacističnih oziroma nemških znanstvenih revijah, temveč so jo objavili že takoj po novem letu, januarja 1939, v britanski znanstveni reviji Nature, kar je pomenilo, da je tudi takoj obkrožila svet in po nekih pričevanjih naj bi Robert Oppenheimer, ki velja za nekako očeta jedrske bombe, imel že teden dni po prejemu te številke revije Nature napisan oziroma narisan prvi osnutek jedrske bombe. Zdaj seveda v tistem trenutku Oppenheimer ni mogel vedeti, ali bo kdarkoli imel možnost razvoja jedrske bombe, je pa to možnost odprla seveda druga svetovna vojna in ta razvoj jedrske bombe je pospeševala bojazen Britancev in Američanov, da bi nacistična Nemčija prva razvila torej jedrsko bombo. Glede tega je denimo opozarjal Roosevelta tudi Albert Einstein leta 1939. No, tisto, kar pa Angleži in Američani niso vedeli, je, da so nacisti že leta 1942 opustili vojaški program razvoja jedrske bombe. Razlogi za to so bili večplastni. Kot prvo, trpeli so za hudo izgubo najbolj sposobnih znanstvenikov. Vemo, znanstveniki judovskega rodu so izgubili službe, so pobegnili, med njimi tudi ena izmed, oziroma edina fizičarka, ki je sodelovala pri jedrski cepitvi in zaradi tega tudi ni bila imenovana v članku in tudi ni dobila Nobelove nagrade, ker je pobegnila na Švedsko. Hkrati je leta 1942 Nemčija trpela pod velikim finančnim bremenom vodenja vojne. Torej, imeli so enostavno premalo finančnih sredstev, da bi jo lahko nadalje razvijali. Poleg tega naj bi po nekih informacijah tudi Hitler promoviral, da se ta program ustavi, ker enostavno ni razumel, zakaj se pravzaprav tukaj gre. Tako da leta 1942 se nacistični jedrski program spremeni v civilnega in ga potem razdelijo na 9 različnih inštitutov po Nemčiji, ki med seboj niso povezani in seveda delujejo v težkih razmerah. Ampak, kot rečeno, Britanci in Američani tega ne vejo, tako da vlagajo velike finančne resurse, pa tudi infrastrukturne resurse v izgradnjo bombe, tako velike, da Britanci leto kasneje, leta 1943, prav tako obupajo nad razvojem lastne jedrske bombe in se pridružijo Američanom v projektu Manhattan. Zdaj, če samo za primerjavo povem, na projektu Manhattan je bilo zaposlenih 500,000 ljudi, ki so torej razvijali na razvoju jedrske bombe, vzpostavljali so se reaktorji po celotnih Združenih državah Amerike, seveda s centrom v Los Alamosu, se mi zdi, v Novi Mehiki. Hkrati so Američani vložili v ta program $2 milijardi, kar je v današnji protivrednosti nekje med 22 in 26 milijard. Zdaj, za primerjavo, Marshallov načrt je bil nekajkrat manjši od tega zneska, pri čemer so na novo vzpostavljali številne države po celotni Evropi in na Japonskem. Tako da s tako koncentracijo znanstvenih in industrijskih sil, pridružitvijo britanskih znanstvenikov, ameriških znanstvenikov in seveda številnih nemških znanstvenikov, ki so pribežali v ZDA, so Američani do avgusta 1945 uspeli izdelati 3 bombe. Prvo bombo so detonirali kot poskus v Novi Mehiki in potem so imeli še 2 pripravljeni za Japonsko. Seveda pa se je zdaj porajalo vprašanje, kdaj in če sploh uporabiti
te bombe, namreč Roosevelt je dejansko dal zeleno luč za razvoj bombe, kar je seveda potekalo v veliki konspiraciji, tako veliki, da celo podpredsednik Truman ni vedel za to bombo, še ko je postal predsednik, ni vedel za bombo. Šele teden dni po inauguraciji se je minister za obrambo, oziroma takrat še minister za vojno, Harry Stimson, odločil, da morda je pa zdaj pravi čas, ko bi lahko Trumana obvestil o razvoju nove bombe. Truman, ki je bil precej neizkušen v zunanji politiki, samo za okvir, on je postal Rooseveltov podpredsednik šele v 3. kontroverznem mandatu. Predtem je bil zadolžen za preskrbo ameriških vojaških baz na ameriškem ozemlju in se pravi, ni niti poznal načrtov, ki jih je Roosevelt imel v zunanji politiki. No, on se je odločil, takoj potem, ko je izvedel, da bo hitro uporabil bombo za kot nekakšen izraz groženj proti Japonski, ki takrat še ni bila poražena, bila pa je precej na kolenih. In prav zaradi tega položaja Japonske je bila potem kasnejša odločitev o bombardiranju tako zelo kontroverzna. Tudi Stimson je v pismu, v katerem je Trumana obveščal o bombi, mu dal vedeti, da bo kakršnakoli njegova odločitev pomembna za celotno človeštvo. No, Trumanov primarni vzgib za uporabo bombe je prav zagotovo nedvomno bil, da prisili Japonsko v čim prejšnjo kapitulacijo. Je pa hkrati imela še to dobro stran, jedrska bomba, da je lahko Trumanu pomagala pri soočenju s Stalinom. Namreč Stalin se je na zadnji konferenci velikih treh na Jalti bistveno bolje odrezal kot ameriški predsednik Roosevelt, ki je bil takrat res že bolehen in mu je moral Roosevelt precej popustiti glede koncesij zlasti okoli Poljske, pa tudi preostale vzhodne Evrope. Torej, Truman je upal, da bo s to bombo lahko prisilil Stalina predvsem tako, da bo popustil na Daljnem vzhodu. In tako je Stalin tudi dejansko razumel te dve bombi, ki sta bili sproženi nad Japonsko, se pravi na izraz Amerike, ki se zdaj obrača proti svoji medvojni zaveznici, da bi si zagotovila večjo besedo pri določanju povojne ureditve sveta. In zato je Stalin zgolj 2 tedna po bombardiranju v Hirošimi izdal ukaz o ustanovitvi posebnega pododbora za razvoj jedrske bombe, ki ga je vodil nihče drug od vodja sovjetske tajne službe Lavrentij Berija. In tukaj imamo mogoče neko korelacijo tudi z jugoslovanskim jedrskim programom, kjer je prav tako vodja tajne službe prevzel nadzor. Zdaj, primarni vzgib iz tega povedanega Sovjetske zveze je torej bil, da uravnoteži ravnovesje moči Združenimi državami Amerike. Se pravi, Stalin je bil prepričan, da Sovjetska zveza ne sme zaostajati v načinu oborožitve in to Sovjetski zvezi, se pravi ta uravnoteženje moči, Sovjetski zvezi uspe že leta 1949, ko uspešno izvedejo poskus z jedrsko bombo. Seveda je tu pravzaprav šele začetek oboroževalne tekme, sproži torej verižno reakcijo, in leta 1952 Američani testirajo že bistveno močnejšo tako imenovano vodikovo bombo, kar ponovno odpre reakcijo na sovjetski strani, ki potem ob koncu 50 let prav tako dosežejo razvoj vodikove bombe. In v vsem tem času, v 50 letih, se pravi ob višku, lahko rečemo, hladne vojne, je bilo še kar nekaj zelo, recimo temu, bližnjih točk, da bi detonirali še kakšno jedrsko bombo, začenši leta 1949, ko so komunisti prevzeli oblast na Kitajskem.
Ta poraz nacionalističnih sil, ki so jih podpirali v Ameriki, je Amerika zelo težko sprejela, smatrali so ga za velik poraz, za tudi morda nekakšno ponižanje, in tedaj so se pojavili klici, da bi enostavno na komunistične sile spustili nekaj atomskih bomb. No, temu se je Truman tokrat zoperstavil z racionalizacijo, da samo 2 bombi ne bi bili dovolj, da bi Čankajška vrnili na oblast. In podobno se zgodi v času Korejske vojne, ko prav tako pride do pozivov heroja pacifiškega bojišča v času druge svetovne vojne, Georgea Marshalla, da naj Truman odvrže bombe na Severno Korejo. Truman se ponovno upre, Marshall je bil tako jezen, da je šel celo pred medije in je tam pozival Trumana, da naj vrže bombo, dosegel je pa edino, da so ga prisilno upokojili. Skratka, večina politikov, predvsem pa morda Harry Truman, ki je bil tisti, ki se je pravzaprav na koncu odločil, da bo odvrgel jedrsko bombo na Japonsko, so se zavedali, da so posledice takšnega oboroževanja in uporabe tega orožja katastrofalne. Niso bili pa sramežljivi, da ne bi z orožjem tudi rožljali. Tudi Hruščov je denimo, ki je veljal za politika detanta, umiritve, mirne kohabitacije, je na primer javno pogosto prikazoval sovjetsko superiornost v številčnosti jedrskih bomb. In to je seveda sprožilo paniko na Zahodu, zlasti v zahodni Evropi, in Američani so seveda morali na nek način ugotoviti, ali je to res. Posledično so razvili prva vohunska letala, tako imenovana U-2 letala, s katerimi so začeli preletavati Sovjetsko zvezo in so bili že zelo blizu temu, da bodo odkrili dejansko stanje, oziroma se je že nakazovalo, da Hruščov morda pa vendarle pretirava. Nato pa leta 1957 pride do naslednje velike prelomnice in to je uspešna izstrelitev prvega satelita v orbito, se pravi Sputnika. In to je povzročilo izjemno velik preplah v Združenih državah Amerike iz 2 razlogov. Prvi razlog je bil ta, da se je med javnostjo, pa tudi med politiki razširilo prepričanje, da je Sovjetska zveza tehnološko bolj napredna, kot so bile Združene države Amerike. Druga bojazen je bila pa veliko bolj neposredna, bali so se, da bi Sovjetska zveza lahko na enega izmed takšnih satelitov namestila tudi jedrsko bombo in na takšen način dosegla praktično celotne Združene države Amerike. Posledično so Američani dali svoj tehnološki razvoj v prvo prestavo in so zgolj v 2 letih razvili prvi vohunski satelit Corona, ki pa je potem dokončno uspel pofotografirati celotno ozemlje Sovjetske zveze in takrat so nedvoumno ugotovili, da Sovjetska zveza laže glede številčnosti svojih bomb. Ugotovili so, da imajo nekje med 10 do 25 bomb na voljo. Za primerjavo, sočasno so Američani imeli preko 12,000 bomb. Torej, izjemna superiornost Američanov, ampak Eisenhower seveda tega ni smel javno obelodaniti. To je postal predmet volilne kampanje in na podlagi te volilne kampanje je potem tudi John Kennedy premagal Richarda Nixona. In potem, ko je prišel v pisarno, je zelo kmalu videl tisto, kar je Eisenhower vedel. Ampak oboroževalna tekma se je kljub temu nadaljevala. Novo točko je dosegla leta 1961, ko so Američani namestili balistične rakete v Italijo in v Turčijo z namenom zasledovanja svoje politike obkolevanja Sovjetske zveze. Kot veste, pa to tudi čas, ko so Američani podpirali protikomunistične upornike na Kubi. Celo tako, da so denimo izvežbali in opremili kubanske izseljence za invazijo v Prašičjem zalivu.
To je seveda ogrožalo novi komunistični režim na Kubi, ki je izvedel tam revolucijo, ki je potem seveda iskal zunanjo pomoč. In zanimivo je bilo, da so se vedno bolj nagibali k Kitajski, ki pa je bila v socialističnem taboru seveda velika tekmica Sovjetske zveze, zato je takoj uskočil Hruščov, ki je imel svoje težave tudi doma in se je moral pokazati kot nekoga, ki zna voditi Sovjetsko zvezo napram svojim nasprotnikom s trdo roko. In kmalu sta prišla do zaključka, da bi bilo smotrno, da na Kubo namestita sovjetske jedrske rakete. Seveda so vohunska letala ameriška kmalu odkrila izgradnjo izletnih ploščadi, balističnih raket srednjega in kratkega dometa, namreč Sovjetska zveza se je specializirala predvsem za te rakete, ne za rakete dolgega obsega, se pravi, računali so predvsem z napadi, če bi prišlo do vojne na ameriške zaveznice v Evropi in v Aziji, ter napad na Aljasko, če bi že napadli Združene države Amerike. Tako je bila namestitev teh sovjetskih raket, ki je bila v prvi vrsti namenjena odvračanju Amerike k ponovni invaziji na Kubo, tudi zelo priročna za Sovjetsko zvezo, ker so zdaj imeli na dosegu roke osrednje Združene države Amerike. Torej, Sovjetska zveza je na Kubo prepeljala 158 jedrskih bomb, kar je velik pokazatelj tega, v kakšni oboroževalni tekmi smo bili v tistem času, oziroma je bil svet v tistem času. Torej, pred 2 letoma je Sovjetska zveza imela nekaj 25 recimo delujočih bomb, 2 leti kasneje že 1600, od tega, kot rečeno, skoraj 160 na Kubi. Na srečo je tukaj prevladal sporazum, se pravi razum, vsak je popustil na svoji strani, Sovjetska zveza je umaknila rakete z Kube, Amerika se je zavezala, da ne bo izvedla nove invazije na Kubo, hkrati pa je potem še razmeroma potiho umaknila svoje balistične rakete iz Turčije. Sicer pa je to seveda obdobje dogajanja v tem filmu, kontekst v jugoslovanskem prostoru je povedal že profesor Repe, naj pa povem, da je to seveda tudi obdobje, ko druge države vzpostavljajo svoj jedrski program. Prva država po ZDA in Sovjetski zvezi, ki je uspela izdelati jedrsko bombo, je bila seveda Velika Britanija leta 1952, leta 1960 pa tudi že Francija in nato leta 1964 še Kitajska. Zdaj, ena pomembnih posledic kubanske krize je pa bila spodbuditev pogovorov o omejitvi jedrskega orožja. Se pravi, tako blizu so bili temu spopadu, da so se strani začele pogajati o omejevanju jedrskega orožja. Sicer so poskusi obstajali že prej, že leta 1946 Amerika predlaga tako imenovani Baruhov načrt, ki ga pa Sovjetska zveza zavrne, predvsem zato, ker ni želela dopustiti tujih opazovalcev v, se pravi, obratih, kjer so bogatili uran. Je bila pa potem leta 1957 ustanovljena Mednarodna agencija za jedrsko energijo, ki se je oziroma se še vedno zavzema za miroljubno uporabo jedrske tehnologije, pa tudi za vpeljavo varovalk, da ne bi jedrski material bil uporabljen za izdelavo novih jedrskih bomb. Po kubanski krizi je bil sprejet tudi sporazum o delni prepovedi testiranja jedrskega orožja, ki je dovoljeval testiranje jedrskih bomb zgolj še pod zemljo. Se pravi, gre za ta testiranja, ki jih praktično vsi seizmografi po celem svetu lahko detektirajo, ne. Se pravi, prepovedali so pa tako imenovane atmosferske poskuse, se pravi poskuse, kjer bombo detonirajo, ne vem, 300 metrov nad zemljo, poskuse pod morjem in pa poskuse v vesolju. Ta sporazum o omejenih testiranjih sta podpisali tako ZDA kot Sovjetska zveza, kasneje se pridružilo še 100 drugih držav, tudi tiste države, ki še dan danes nimajo jedrske bombe.
ne pa tudi Francija, ne, ki je takrat postala nova jedrska sila, in Francija je na primer še leta 1996, ko je izvedla zadnjo serijo poskusov, jih izvajala na atolu Bikini, ne, se pravi pod morjem. No, leta 1968 pa je bila podpisana še pogodba o neširjenju jedrskega orožja, s katerim so se države, ki so tedaj že imeli jedrsko bombo, zavezale, da ne bodo državam brez bombe predajale jedrskega materiala, know-howa, se pravi znanja o izdelavi bombe ali pa tehnologije za njegovo izdelavo. Mimogrede, ne, to je tudi obdobje, ko gibanje neuvrščenih ponovno postane nekoliko tišje glede jedrske oborožitve, zakaj leta 1967 Indija začne s svojim jedrskim programom in potem leta 1972 tudi prvič uspešno testira jedrsko bombo. No, ni pa seveda ta pogodba preprečevala uporabe jedrske energije za miroljubne namene, zaradi česar so bile uvedene tudi mednarodne inšpekcije, ki so med drugim prihajale tudi v Vinčo na inštitut Jožef Stefan, pretežno so bili to ameriški in francoski strokovnjaki. So se pa leta 1969 začela tudi pogajanja o omejevanju strateške oborožitve in to je nekako začetek vrhunca teh pogovorov o omejitvi oboroževalne tekme. Prvi krog pogajanj je privedel do podpisa sporazuma SALT I leta 1972, ki je imel dva bistvena elementa. Prvič, obe strani sta se dogovorile za največje število izdelave novih jedrskih konic, ki jih bosta sproducirali, tako, se pravi, balističnih raket kot tistih na podmornici. Hkrati pa sta se tudi dogovorili, da bosta omejili obrambne sisteme, ki so uporabljali jedrsko orožje za obrambo. Razlog za to je bil, da če bojo omejevali oboroževanje za napad, da se ne bi oboroževalna tekma prenesla na polje obrambe. Leta 1979 je potem sledil še podpis SALT II sporazuma, se pravi še dodatno omejevanje jedrskega orožja, s tem, da so tedaj omejili celotno število jedrskih bomb, se pravi tudi že obstoječih, hkrati so pa prepovedali tudi razvoj novih naprednih sistemov za dostavljanje jedrskih bomb, z druge besedo raket, ki bi lahko nosile več kot zgolj eno jedrsko konico in bi lahko napadle več ciljev sočasno. Ampak problem tega sporazuma, se pravi SALT II, pa je bil, da je v tem času Sovjetska zveza izvedla invazijo na Afganistan in v sklopu vseh sankcij, ki so bile uvedene proti Sovjetski zvezi, tudi Amerika ni ratificirala tega sporazuma. Kljub temu sta se pa obe strani držali kar nekaj časa dogovorjenih točk. Je pa to obdobje seveda, ko začne prihajati do velikih sprememb v ureditvi obeh držav po Richardu Nixonu in Jimmyju Carterju, ki sta bila recimo nekako politika detanta. Do vzhodnega bloka je nastopilo obdobje Ronalda Reagana, ki je pa nastopil zdaj z zelo trdo retoriko proti Sovjetski zvezi. Sovjetska zveza v tem času vstopi v veliko krizo in leta 1985 vodstveno mesto prevzame Mihail Gorbačov, ki potem začne z novo reformno politiko. In tukaj se začnejo ponovno otapljati, ne, odnosi med ZDA in Sovjetsko zvezo, kar je bilo zelo presenetljivo, glede na to, da je bil na drugi strani Reagan. No, ampak leta 1987 jim uspe podpisati sporazum o jedrskih silah srednjega dometa, v katerem se obe sili zavzameta, da boste uničili rakete dosega med 500 in 5500 kilometrov. Se pravi, da se neposredne sosede ne bi čutile neposredno ogrožene ves čas. Leta 1991, torej v zadnjih vzdihljajih Sovjetske zveze, je bil podpisan še sporazum START I, ki je bil ponovno eden izmed teh prelomnih sporazumov, kjer sta se obe strani dogovorili, da bosta imeli maksimalno 6000 jedrskih bomb.
in pa zgolj 1600 sistemov oziroma raket za dostavljanje jedrskih konic. Hkrati sta se tudi dogovorili, da lahko vsaka država kontrolira drugo državo z inšpekcijami, ali se dogovora držita. 2 leti zatem sta potem še zadnja politika tega konca hladne vojne, George Bush starejši in Boris Jelcin, podpisala START 2 sporazum, kjer sta se pa obe strani zavzeli za dodatno zmanjšanje na nekje med 3000 in 3500 jedrskih bomb in pa da se boste znebili teh najbolj nevarnih raket, se pravi težkih medcelinskih balističnih raket. To je bil zagotovo najbolj napreden sporazum, vendar so se tukaj pojavile težave, namreč Rusija tega sporazuma ni ratificirala vse do leta 2000, čepravi je trajalo dobrih 8 let do prihoda Putina na oblast. In tukaj bi lahko rekli, da se zadeva zaključi, vendar pride do nove komplikacije, namreč leta 2002 Združene države Amerike v povsem novih geostrateških okoliščinah, vojne proti terorizmu, vsi zla, kamor je vključena tudi Iran, ki je zdaj začel razvijati jedrsko bombo, in Severna Koreja odstopi od tega sporazuma. Je pa OZN in od takrat naprej v bistvu nimamo novih sporazumov, razen na globalni ravni. Leta 2017 je OZN predložil sporazum o prepovedi jedrskega orožja, ki ga je podpisalo 122 držav sveta, in leta 2021 je tudi prišel v veljavo, potem ko ga je ratificiralo 50 držav. Ta sporazum ne samo, da prepoveduje uporabo jedrskega orožja, prepoveduje razvoj in testiranje, izdelavo ali nakup, hranjenje ali prenos, ali pa celo grožnje z spopadom z jedrskim orožjem. Seveda pa med podpisnicami ni 9 držav, ki imajo jedrsko bombo. Se pravi, ni ZDA, Rusije, Kitajske, Velike Britanije, Francije, Indije, Pakistana, Izraela in Severne Koreje. Tudi mnoge države NATO pakta oziroma vse države NATO pakta niso želele podpisati tega sporazuma z prepričanjem, da je zgolj lastništvo nad jedrskim orožjem dovolj, da nekoga odvrnete pred napadom. Posledično je edina država, ki je ratificirala ta sporazum iz Evrope, bila Liechtenstein. In tukaj smo zdaj. Tako da s temle jaz zaključujem moj kar dolg pregled, ampak upam, da malce več veste zdaj o tem. Najlepša hvala, jaz vam želim eno lepo gledanje filma, sicer pa mogoče zdaj le še kakšen prostor za vprašanje, če ga ima kdo, če nismo izčrpali vse. Odlično. Film je dolg, tako da pejte ga gledati. Se pa navizuje na film Oppenheimer, ki ste ga verjetno gledali. Če hočete boljšo sliko tudi v moralnih dilemah, ki so sicer precej lažne dobiti, je dobro videti oba filma. Hvala za vabilo, lep večer. Ja, uživajte. Koliko se gleda na